Prav lepo pozdravljeni v še eni predvolilni oddaji na televiziji ETV. V tokratni oddaji bi morali pripraviti oziroma smo načrtovali soočenje dveh trboveljskih kandidatov, kandidatke Jasne Gabrič in kandidata za župana Boruta Dolanca. V ponedeljek, takoj po znanih neuradnih rezultatih, katera dva sta se uvrstila v drugi krog za župansko funkcijo, smo obema poslali povabilo na brezplačno soočenje. Od kandidata za župana Boruta Dolanca smo dobili čez 2 dni odgovor, da potrjuje soočenje. Žal pa se je Jasna Gabrič pisno odzvala in zapisala takole: ker je pred nami samo še nekaj dni kampanje in ker smo jo tudi v prvem delu vodili z ekipo tako, da smo bili predvsem na terenu, bo tako tudi v teh nekaj dneh, zato se bomo udeležili samo enega soočenja, in sicer v Trbovljah, ne pa soočenja na naši televiziji. Glede na to, da pa je soočenje potrdil drugovrščeni po prvem krogu Borut Dolanc, smo se odločili, da bo imel kljub temu, da je Jasna Gabrič soočenju odpovedala, priložnost, da pove svojo vizijo razvoja Trbovlj, če bo župan. V studiu pozdravljam Boruta Dolanca. Čestitke za uvrstitev v drugi krog. Ste pričakovali tako dober rezultat? Mislim, da ste prejeli 31%, pa tudi 6 občinskih svetnikov imate. Torej, vsi delite prvo mesto skupaj z listo Jasne Gabrič. Ja, hvala lepa za povabilo. Jaz sem se seveda, takoj kot ste povedal, prej že odzval na soočenje. Jaz sem pač pričakoval, da bo tu. Ampak glede na to, da sem si vzel čas in jaz vem, da je potrebno, da ljudje in prebivalci in prebivalke zvejo, kaj imam v drugem krogu zapovedati, sem se seveda absolutno z veseljem udeležil. Rad bi se zahvalil vsem Trboveljčankam in Trboveljčanom, ki ste mi namenili toliko glasov. Res sem bil vesel, presenečen, pozitivno. Po drugi strani pa, če sem pošten, sem malo računal, da bi prišel v drugi krog. Seveda se opravičujem, tudi sem vesel, da imamo tudi 6 svetnikov. To je največ doslej? To je največ doslej in smo najmočnejša stranka oziroma skupaj z listo imamo vsi skupaj 6 svetnikov, vsak po 6. No, v Trbovljah se zdi, da so ta mesta v občinskem svetu kar tako lepo porazdeljena. SD jih ima 5, potem SMC 4, potem pa še Desus in Slovenska ljudska stranka 2. Pa Združena levica tudi 2. Združena levica 2. Torej, nekako drugačne mogoče kot v Zagorju, kjer je Zagorje gre naprej prijela od 25 kar 15 sedežev. Veste kaj, če vas lahko tukaj dodam, to niti ni nujno tako slabo, kajti tudi Trboveljčani so ugotovili, da bo potrebno narediti koalicijo, ki bo širša, ki bo ne bo več delila vaše in naše, ampak bomo s skupnimi močmi lahko premaknili Trbovlje z te sivine. Jaz mislim, da je to zelo zanimivo, kdorkoli bo pač župan, mislim, da bo mogel biti človek, ki je povezovalen. Ste v teh po znanih volilnih rezultatov že kaj iskali mogoče podporo pri drugih strankah, ki so prišle v občinski svet? Se je kje že dogovarjalo, glede na to, da ima Trboveljska občina lahko tudi kar nekaj podžupanov, kdo bi kakšno funkcijo zasedal, ali ni to daleče? Poglejte, ko smo mi najprej streznili glava, bi rekel v smislu, kaj zdaj narediti. Zdaj je drugi krog pred nami. Seveda sem se odločil, da ne bom ponovil napake prejšnjih kot gospoda Rozinata, ki se takrat ni, saj bi rekel, posvetoval oziroma šel na sestanke, sem se jaz odločil, ko sem prišel v drugi krog, da bom z vsemi strankami pač opravil razgovore. Bil sem pri vseh strankih, povedal sem svoj program, povedal sem svoj namen, kaj bi rad naredil za Trbovlje. Nikoli in nikjer se pa nismo pogovarjali o kakršnih koli, bi rekel, kot ste rekli, zdaj kupčkanjih, podžupanov pa to. Lejte, jaz sem rekel, tako rečemo hip, potem bomo rekli pa hop, najprej potrebno zmagati. Moram pa povedati, da naši svetniki, tistih 6, ko je od tistih ni nobenih zahtev po kakršnih koli funkcijah. Naši svetniki so, bi rekel, imajo svoje službe, so študenti, tako da nismo, bi rekel, nič obremenjeni za razliko
od druge kandidatke, ki verjetno pa ima po mojih podatkih že kar vse stoličke zasedene. Jaz mislim, da to ni v redu in zato bi na tem priložnosti povedal, da se nismo nič pogovarjali, povedal sem svoj program, rekli so pa potem odločitev, ki ste mi jo pa malo prej povedali, nisem niti vedel, kako so se ostale stranke odločile, da bojo imele svoje izvršilne odbore in nekatere stranke so že nekaj sklepov dale. Ne. Imam pa na svoji izložki, če lahko v tem omenim samo... Tega se bova dotaknila. Midva to oddajo snemava v torek, torej ob 10. uri zjutraj in tam okrog 9. ure smo dobili dve sporočili za javnost iz dveh strank, torej Slovenske ljudske stranke, kjer so se odločili. Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke občinskega odbora Trbovlje je na včerajšnji seji sprejel sklep, da v drugem krogu volitev za župana Trbovlje ne podpre nobenega kandidata, kandidatko ali kandidata. Pozivamo volivce, ki so volili Slovensko ljudsko stranko, da volijo po svoji vesti in prepričanju ter obkrožijo kandidata, ki bo imel najbolj konkreten in uresničljiv gospodarski program. Torej to, ne podpirajo torej nobenega ali oba, na nek način, puščajo to svojim volivcem odločitev njim. Torej pri Socialnih demokratih so pa tudi poslali izjavo za medije in sicer predsedstvo Socialnih demokratov Trbovlje je sprejelo sklep, da v drugem krogu volitev ne podpira nobenega županskega kandidata. Zdaj, imate pa neki teh na spletni strani oziroma na Facebook strani sem videl, da imate podporo bivšega nekdanjega župana Bogdana Baroviča, ki vas podpira. Potem vas podpira tudi član Trbovljskega občinskega odbora Desus Alojz Vajdič, potem Uroš Zupan, namestnik direktorja RTC Krvavec, potem Marjan Jamšek, podjetnik, pa športnik Iztok Deželak. Torej, nekaj podpore je. Kako pa gledate na to, da se nekatere stranke niso odločile? Glejte, jaz sem, bi rekel, po eni strani kar vesel. Zaradi tega, ker se mi zdi, da so pustili volivkam in volivcem, da se odločajo na način, na gospodarski ravni, na ostale načine. In mislim, da je tudi SD in SLS, ki so se odločili zelo korektno naredil do obeh kandidatov. Naj se volivke in volivci prepričajo sami, da ne bojo in s tem izjavam so pokazali, da se več ne delimo naši in vaši. Naj se ljudje odločijo konkretno, komu bojo zaupali trboveljsko, bi rekel, krono za 4 leta. In mislim, da je korektno. To nisem bil več negativno presenečen. Kot sta pa že omenil, Bogdan Barovič, bivši dvakratni župan, poslanec, mislim, da je še danes, kamorkoli sem prišel po teh krajevnih skupnostih, mislim, da nihče nima ene slabe besede čez njega in ga še danes vsi cenijo. In mi ta podpora ogromno pomeni, tudi podpora ostalih 4, predvsem tudi Alojza Vajdiča, ki je tudi član izvršilnega odbora Desus, govorim v Trbovljah, in občinski svetnik. In se mi zdi, da imam, bi rekel, tukaj stare, mlade, seveda 2 športnika, zelo cenjena, Istoka Deželaka, kot ste omenil, in Uroša Zupana, in seveda podjetnika Marjana Jamška, ki tudi že vrsto let dela ne samo v Trbovljah, a tudi v celi Sloveniji. Tako da sem čisto zadovoljen in se mi zdi korektno do ostalih strank, ki so v občinskem svetu, da so pač sprejeli tak sklep. No, v nadaljevanju bova kakšno besedo rekla tudi o gospodarstvu, potem si bomo gledali en film, ki smo ga pustili, ki ga je posnel naš snemalec Boštjan Rome. Še prej pa mogoče za tiste, ki ne vedo, kdo sploh je Boro Dolanc. Zdaj na tej predstavitvi smo lahko videli tudi, da ste kar vpeti tako v gospodarski del življenja v Trbovljah, kot tudi v tisti družbeni del življenja v Trbovljah. Ja, poglejte, jaz sem Trbovljčan, rojen v Trbovljah, živim v Trbovljah, sem oče 2 hčera, poročen, tudi moji starši, recimo, sta že oba upokojena. Sem, bi rekel, iz Dolančeve familije, ki je kar znana bila v Trbovljah, včasih še pred časa prejšnje države. Diplomiral in magistriral sem na elektrofakulteti, sem pa vpet
poznam, zakaj sem se sploh odločil, ne? Ker poznam bi rekel, od ničle pa do naprej poznam Trbovlje, ker sem opet tako v zdravstvu, v zdravstvene sfere, ker sem v svetu zavoda, kulturne sfere, ker sem v Dolevskem domu, recimo športne sfere, kjer sem v nogometnem klubu, teniškem klubu, smučarskem društvu, upravnem odboru, tako da poznam sfere in seveda sem tudi že 12 let v gospodarstvu. 5 let sem bil v Telekomu Slovenije, v Ljubljani in 7 let sem zdaj v Zasavskih krogih direktor hčerinske družbe RTH-ja, ki se ukvarja predvsem s stanovanjsko dejavnostjo. Mislim, da sem ogromno ljudem pomagal, veliko znam, veliko zmorem, zato imam tudi človek časti za župana, ki zna in zmore, pa mislim, da mi je odlika zelo dobra, da sem povezovalen. Nisem razdiralen, nisem prepirljiv in nisem zamerljiv. Aktivni ste tudi v nekaterih svetih zavodov, ne? Mislim, da v kulturnem centru pa v zdravstvenem domu. Se mi zdi, da dobro delujeta oba zavoda, ne? Ja, zelo dobro se delujeta oba zavoda. Zdravstveni dom smo pač v kratkem zdaj zgubili direktorico, dala je odpoved, ker ima službo v Ljubljani. Tako da bo potrebno novo vodstvo, ki bo prišlo, oziroma tudi nov župan ali županja, bo potrebno se kar, bi rekel, posvetiti tej ustanovi, ker morate vedeti, da je to ustanova, ki je ena izmed najmočnejših podjetij, nažalost, je tudi zdravstveni dom v Trbovljah. Nažalost, da ni to kakšna gospodarska družba. Nažalost, ki je takšna gospodarska kriza. In bo potrebno tukaj res zaščititi, tukaj je 137 zaposlenih in situacija, ki je s 1. januarjem direktorica odhaja, bo potrebno imeti 2 VD-ja in potem novo vodstvo, ki bo potem ta zdravstveni dom peljala. Mislim, da v 2015 bo kar težka zadeva, se veste, usklajevanja z ZZZS-jem, država čez dalje manj denarja. Skratka, težka naloga čaka novo vodstvo občine. Ja, in tako zdravstveni dom. Zelo dobro dela pa tudi delavski dom. Ste se kaj rokovali z Asipom? Ja, sem se rokoval že enkrat, ko je že prej prišel. Ja, zelo zanimivo. Tudi fajn je, ko otroci pridejo z vrta, prosim, to je za njih bolj zanimivost. Ja, se vidi, da se zna in zmore, če je nek nov, svež veter prevzame nek dom, kot je recimo delavski dom, in se mi zdi, da je s tem, bi rekel, poza tam, kot ga vsi kličemo, zelo, zelo zaživel in ga zelo podpiram. Če greva malce o, prihodnost, 20-30 let, vas je kaj strah, da bi takole robote srečavali po ulicah Trbovlj? Ja, saj veste, tisti ameriški filmi kažejo da so tudi hoteli roboti potem prevzeti oblast. Jaz ne vem, jaz mislim, da bo ta tehnologija tako napredovala, da je možno, da kako kavico pa to že skuha. Pa saj veste, da je vse skoraj v bistvu že zdaj robotsko. Če pogledate, sestavljajo avtomobile. Mislim, da ta robotika napreduje in z leta v leto so te tehnologije zelo, zelo napredovale. In bi tukaj rad izpostavil, ne sam delavski dom, tudi mi imamo tako podjetje tehnološko, visoko tehnološko, DVSoft, ki ga je, bi rekel, zelo z veseljem pogledati, da so mladi, nadobudni kadri in strokovnjaki, ki delajo za NASA. To je, bi rekel, res je nepojemljiv pojem NASA, kot slišimo. In sem zelo vesel, da je še vedno vztraja v Trbovljah in jaz upam, če bom imel možnost, da bom župan, se jim bom bolj posvetil, kot so se do zdaj vsa občinska vodstva. No, zdaj pa predlagam, da si ogledava film. Prosim. Kamorkoli pridem, kamorkoli grem, kamorkoli se obrnem, dela zameni. Kamorkoli pridem, kamorkoli grem, kamorkoli se obrnem, dela zameni. Kamorkoli
nismo pokazali DVSoft, kot ste dejali, tista uspešna podjetja. Bolj smo pokazali, kaj je nekoč bilo, pa kaj zdaj je. Ne? Ni, ne? Sreči je nekaj firm. Se da tu storiti kakšen preobrat na gospodarskem področju. Ne samo v Trboveljah, v Zasavju. Poglejte, kar ste zdaj pokazali, ne, če pogledamo 30-40 let nazaj, recimo strojno tovarno je zaposlovala 2100 ljudi v času Jugoslavije. Ne. Mi moramo vedeti, da je bila občina Trbovlje ena izmed četrtih najmočnejših občin v Jugoslaviji. Ne. In zdaj, kar ste pokazali, se ti kar srce trga, kam smo to propeljali. Mislim, da smo tukaj večji del krivde tudi krivi sami Zasavčani, ker se ne znamo povezovati. In pa drugo stvar, država se mi zdi, da je tudi dala roke stran. Ne? Zdaj, ko ste vprašali, kaj lahko župan naredi, ne? Lejte, prva naloga župana je absolutno ustvarjanje novih delovnih mest oziroma zadržati vse ta delovna mesta, ki so še sedaj živa. Ne? Ta malo gospodarstvo, ta dialog, ki je zdaj bil zamrt, je zamrl in ga je treba oživiti. Se pravi, tu so podjetja, ki še danes recimo delujejo, sicer so majhna, ampak zaposlujejo 20-30 ljudi. In župan težko naredi nova delovna mesta, lahko pa ustvari pogoje za pridobitev novih delovnih mest. Tukaj sem videl, ste pozabili recimo še IPOS recimo pogledati, ne? Tudi pripadajoča zgradba. Peko pa te zgradbe, vem, da tega ogromno niste mogli vsega, ampak gledajte, na teh propadajočih zgradbah se nič ne dogaja. In tu je naloga župana oziroma občinskega vodstva, da ta propadajoče objekte, ki so ali tako obdavči, da se to poruši ali z nekaj z njimi naredi, oziroma da se te podjetja mogoče tem malim podjetnikom, ki bi noter naredili neko proizvodno, ne pa da jih s tistim NUSZ-jem in z vsem tem toliko obdavčiš, da se mu sploh ne splača več niti živeti v Trbovljah. Ne? In mi imamo nalogo, da se mu da za eno simbolno ceno, komunalno opremljeno tovarno, to bivšo, govorim, propadajočo, ki je bila, da se ji da, ne vem, za 1 evro ali za neko simbolno ceno in mu s tem pomagaš, da pride vsaj do strehe nad glavo. Ostalo bo pa, po mojem, že sam podjetnik videl, kam se bo obrnil teren. Ker jaz mislim, jaz imam dogovorjeno z eno tujo firmo, ki je pripravljena vložiti v Trbovlje oziroma v Zasavje do 50 delovnih mest in tudi plače. In tudi za 5 let plač bi dal. Ampak treba je narediti pogoje, kam, kje, kako. In to je, mislim, da je naloga župana in zato je prioritetna naloga, ko prideš na občinski, bi rekel, ko zmagaš, da narediš občinski prostorski načrt, ki se sprejema 10 let že, zaradi tega, ker v teh OPN-jih oziroma v OPPN-jih je točno določen, kaj želimo v Trbovlji imeti. In če gledamo kar na Zasavje, je seveda župan Trbovelj, Hrastnika in Zagorja, ker tam sta že znana, potrebujemo človeka, ki bo oba dva povezoval. In glede na to, da sem že zdaj v gospodarstvu in prisoten tako v Hrastniku kot v Zagorju s stanovanjsko dejavnostjo, mislim, da imam to sposobnost, da jih povežem, kajti le skupnimi močmi, da nas bo 50 000 vsega skrb, če pogledamo, ne? Eno predmestje nekega mesta, bomo le skupnimi močmi prebrodili to krizo. In dovolj je bilo, mi smo dobili pa tu sredstvo, vi ste dobili pa manj, ali pa da premagamo Zagorje, ne vem, v nogomete, vse tu je lušno premagati, super. Ampak v gospodarstvu moramo skupaj. Tekmovalnost ni nič slabega, ne? Ni slabo. Tako. In tukaj mislim, da je moja prednost, no? Da lahko povežem in nujno potrebujemo, takoj smo rekel, sprejem OPN-ja, delovno skupino, oziroma to se že zoprn sliši delovno skupino. Občinski, vnotar, ki so zaposleni, so zelo sposobni ljudje v občini Trbovlje. Treba jim je dati konkretne naloge za pridobitev evropskih sredstev. Da pridobimo sredstva tista, ki jih z proračuna več ne moramo dobiti. Ker če poznate zdaj zadevo, 90% proračuna Trbovljskega je fiksinga. Se pa imamo 10% variabile. Kaj pa drug pomeni? Mramor, ko sem zdaj ga poslušal, naj bi 2015 zarezal tudi v občinske proračune, kar pomeni, zdaj smo imeli po 1,52 dohodnine, ko se plačuje, tisto, kar nismo pobrali od naših dohodnin, je država pokrila. Se pravi, če bo še to vzela, tisto razliko države, nam se slabo piše. In če ne bomo z Evropo dobili denarja, mislim, da se ne bomo dolgo srečevali tukaj, ampak se bo tudi Trboveljčani dvignili, kako kot so se v Mariboru in bo rekli, gotov si. In jaz se tega zavedam, da je situacija, ki je izredno težka. In zato je tudi zelo dobro, da je občinski svet tako premešan z različnimi strankami, ker bomo lahko skupnimi močmi sprejeli proračun in šli pot naprej. In zato mislim, da je pravilno, da zvolijo človeka, ki ve, kaj dela. In jaz imam tudi, če lahko ob tej priložnosti, vsa gospodinstva smo dali v prvem
delo nisi imel zloženke, ker smo imeli kar eno oglas v časopisu, zdaj smo pa točno pripravili 15 ključnih projektov našega programa. Projektov, ki so izvedljivi in podprti s finančno konstrukcijo. In to bodo vsi, zdaj jaz jih tudi ne bom bral, ker nama tudi čas ne dopušča, ampak to bodo vsi dobili vsa gospodinjstva v Trbovljah, naj si preberejo in se potem odločijo. Toliko bi jaz na kratko, ne mislim, ker ne bi zdaj, vete, zelo težka zadeva je tudi recimo te preklopi, če ste spomnite, ne vem, občina Zagorje, občina Trbovlje se je prijavila na evropska sredstva za pridobitev za te fekalne vode, ne, in zdaj pa pridejo do 2017, ki je pa Evropa dala denar, pa so vsi tisti, ki so posamezniki gospodinjstva, priključiti na te naprave. To stane 4 do 5 tisoč evrov kreditov greznic, ne, in mi moramo tem ljudem iz proračuna zagotoviti sredstva. Kako? Tako, da bomo tam s proračuna vzeli in dobili razliko v Evropi, evropska sredstva. In nažalost ne bo šlo drugače. Čeprav dostikrat gledamo kritično na Evropo, se brez Evrope praktično nobena investicija več ne more speljati. Tako je, ne? Nažalost je kriza tako huda, ja, da brez Evropa se ne bo dalo, in jaz upam, jaz mislim, da zdaj je tole kar sreča, da smo v taki, bi rekel, Evropi, ki je skupnosti, ne, ki je, ampak ne vem, se pravim, kako pa tudi v tej skupnosti kaže, pa tudi vidimo, ne, da tudi tukaj se mi zdi, da so že kar te velike države med seboj kar mal kregajo, ne. In se pravim, zdaj smo že malo ne višje kroge, ampak glejte, potrebno bo izredno zavihati rokave in neče želiti in skupnimi močmi prepeljati Trbovlje tja, kamor spada, da ga vrnemo nazaj na zemljevid Slovenije. Torej, tisto, kar obljubljate, pa kar lahko izpolnite, je delo, ne? Je delo. Absolutno delo, pošteno delo in projekti, ki sem jih tudi pisal, da se v večji meri naredijo. Imel sem pa v prvem delu 40 projektov, ti so bili pa dolgoročni, ne? Ne samo 4-letni mandati. Ampak veste, kaj je problem, ne? Recimo župan Barovič, ne, recimo je nadaljeval delo predhodnika, ker je imel neke projekte, ne? Gospod Trevun je nadaljeval delo predhodnika, govorim sanacija te ceste, adaptacija cest okoli Rudarja. Zdaj pa ni projekta, katerega bi lahko župan ali pa kdorkoli bo pač prišel, prijel, da bi nadaljeval. Se pa bomo 1 leto potrebovali, da projekte pripravimo in 2016 začeli črpati. To je realnost. Zdaj jaz upam, da vam bo uspelo projekte dobro pripraviti. Želim vam uspešno volilno kampanjo do sobote, ko se bodo Trboveljčani od obeh kandidatov malce počili. V nedeljo pa se bodo morali odločiti za enega ali za drugega. Še zadnji nagovor, preden se posloviva volivcem. Spoštovane Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani, če sem vas prepričal in če vas je prepričal moj gospodarski program, potem prosim v nedeljo za vaš glas, sem pod številko 2. Čisto za konec, ki ste prej omenili derbi, kmalu bo nogomet 8. novembra. Si upate napovedati rezultat? Seveda, 1-0 za Rudar. 1-0 za Rudar. Zdaj, očitno upravni odbor Rudarja je imel kar srečno roko z nekdanjim Kisočanom, Edijem Navratinom. 4 zmage, ne? 4 zmage imamo zdaj, ja. Mislim, 5 jih je, ampak on jih ima 4, ne? Ja, tako 4 zaporedno, ne? Zdaj, prvo je pa en poraz, ampak jaz mislim, da je delo dobro. Ekipa je, jedro je zdaj tisto zdravo in bo zelo, zelo zanimivo, kajti tudi Zagorje je zelo dobro igra in je 3 točke pred nami. Predvsem veliko golov dosega. Ja, zdaj nazadnje celo 9 golov dal, tako da... Vas je kaj strah? Ja. Tu je pa čar nogometa, ne? Ja. Vsi ste videli, Nemčija, Brazilija, v Braziliji 6 golov ali pa 7 golov dobiti, to je... Tako da lahko se zgodi vse skoraj. Ampak jaz mislim vse in verjamem v naše fante in mislim, da bo Rudar Trbovlje zmagal. Ok. Hvala vam za obisk v studiu, hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.